Živjo, drage punce, dobrodošle na novem predavanju. In to predavanje bo res predavanje, ker to čist nič ni moje področje še. In sem ful vesela, da je z nami Pika, Pika Živjo. Živjo, Darja. In hvala, da boš danes podelila z nami to temo. Dotaknile se bova teme povezave s telesom. Rekla sem ti že po telefonu, da prosim poenostavljeno. Ja, se bom potrudila. Ja, ker to je za nekoga, ki je zelo v tem, je cela mogoče znanost, ne. Skratka, kljub temu se mi zdi, da čeprav je ta tema tako izgleda prizemljeno, je nujno potrebno tudi, v bistvu, če želimo neko povezavo z višjimi dimenzijami, duhovno dimenzijo bivanja, a ne, in pravzaprav tudi ti povezuješ znanost in duhovnost. In v bistvu si po poklicu znanstvenica, a ne, zdaj pa učiteljica joge, čuječnosti, somatska terapevtka, tako da daj malo povej, kako je izgledal ta klic od ene do druge, a ne, strani oziroma zdaj, kakšno je tvoje poslanstvo, kaj bi rekla? Ja, hvala, Darja, za ta prostor, za to tvoje zavetje. Hvala tudi vsem ženskam, ki ste tukaj z nama, ki nama boste prisluhnile. Ja, jaz sem študirala mikrobiologijo in potem sem si želela dejansko po faksu delati v laboratoriju. To je bilo meni top. Vsa ta naša praksa, veliko je bilo laboratorijskega dela, ampak ni bilo služb, čeprav so nam jih obljubljali. Je pa takrat farmacija na veliko zaposlovala te multinacionalke in seveda, jaz sem se hotela osamosvojiti, imeti končno svoj denar po vsem tem študiju, iti na svoje in sem šla, evo. In pol se je pa to kar zvrtelo v tej moji karieri, da sem v bistvu dejansko zelo hitro napredovala in postala produktna vodja in v bistvu kar relativno hitro prišla na eno precej zahtevno delovno mesto, tako tipično kapitalistično, bom rekla, veš, 9 to 5 oziroma to je pol hitro od 8 do 6, pa vikendi, pa v glavnem dinamično, veliko stika z ljudmi, veliko stika z zdravniki. Tudi področje sem imela tako zelo fajn, alergologija, imunologija, pulmologija, dermatologija, pač me je zanimalo. Tako da sem takrat res lahko spoznala in naš zdravstveni sistem od znotraj in neki korporativni sistem od znotraj in ja, sem se že v bistvu v tem času srečala prvič s čuječnostjo. Čisto okej vidika, ja, sem šla na ta mindfulness-based stress reduction tečaj, 8-tedenski, ki seveda je zelo takrat mi bil potreben ob eni taki zahtevni službi. Tako da to je bilo moje prvo srečanje s čuječnostjo, že pred tem sem nekaj tudi delala jogo, pa plesala sem, tako da to neko delo s telesom mi je bilo tudi blizu. No, in potem sem pa tudi še, ko sem bila v farmaciji, se vpisala še na en tečaj budistične meditacije pri Simonu Mandlu. In to takrat je bil pa meni en tak breakthrough, v glavnem res eno čist novo polje stika s sabo se mi je odprlo, pa tudi ene ozaveščenosti, zavedanja. In potem sem pa postala še mama, takrat, ko sem bila prvič noseča z mojo Belči, z mojo hčerko, sem v bistvu redno meditirala vsak dan zjutraj, tako da tudi z njo v trebuščku, ona je bila taka meditatorka. In potem A je še zdaj? Ja, njej se vidi, da je mama meditirala, ko je bila noseča z njo, je tako zelo sončno, svetlo, tudi tako odprto bitje ima ta. Ima neki Po mami. Ja, ima neki stik s presežnim, bi rekla. No, in pol sem še enkrat postala mama, leto pa pol, in v bistvu
je mene to moje materinstvo tudi čist preusmerilo. Saj jaz sem že prej bila zavestna tega, pač kako službo imam, kaj to pomeni, pa nikoli nisem imela nekega dolgoročnega cilja ali pa vizije, da bom v farmaciji ostala. Pač tako je življenje šlo in sem tudi hvaležna za vse te izkušnje, ki sem jih tam dobila. Potem me je pa materinstvo res pa čist, mogoče res prvič dalo pa res v stik s tem, da sem pa jaz ženska in da sem mama in kaj zdaj to pomeni, da sem mama dvema bitjecema. Res imam to razliko 18 mesecev, tako da je bilo pač intenzivno to moje zgodnje materinstvo. In potem, ko je prišel čas, da se jaz vrnem, praktično sem bila skorajda 3 leta kar, a veš, iz ene nosečnosti v drugo doma, da se vrnem v ta farmacevtski posel, je bila firma čisto druga, jaz sem bila čisto druga. In pol sem tudi imela eno krasno priložnost v bistvu iti iz tega vlaka, pod takimi zelo dobrimi pogoji, ampak sem takrat se zavestno res odločila, po 1,5 leta po drugi porodniški sem šla nazaj. Pa je ena velika reorganizacija, hoteli so me obdržati, šla bi k bivši šefici nazaj, ki je bila res tudi deloholičarka, vedela sem, kaj me čaka tam spodaj in sem rekla, ne, z 2 malima otrokoma ne grem. In to je bil konec te farmacevtske zgodbe. In potem sem si pa res vzela 1 leto čas, pač, da sem bila lahko tudi z otrokoma več, pa da sem začela, da sem bila lahko tudi s sabo več in, tako kot sem rekla, z meditacijo sem že itak imela redne izkušnje, tudi s čuječnostjo, jogo sem prakticirala že tudi takrat, en malo bolj dinamičen hatha stil. Ampak po teh 2 porodniških sem jaz tudi, kar se telesa pa neke telesne prakse tiče, je bilo meni recimo, jaz sem takrat delala hatha iyengar, joga se reče, je taka, jaz temu rečem kar balet med jogami, je kar taka zelo stroga, zelo fizična, ful moraš naravnavati telo, res je zelo precizna, taka ful disciplinska, tako po moško. Jaz sem pa takrat rabila čisto nekaj drugega in tudi iskala sem čisto nekaj drugega, v bistvu nekaj bolj za žensko telo podpornega, regenerativnega, jaz sem pol odkrila yin jogo pa regenerativno jogo in sem, mislim, da v roku 1 leta šla delat pol tečaj za učiteljico yin joge v Prago, mojima učiteljema sta bila mož pa žena, Francoza. To je bilo 11, 10 let To nazaj. ni v Sloveniji takrat, nisi mogel. V Sloveniji takrat ni bilo teacher treninga, ne, ne, ne. Tako da jaz sem šla, v Prago. Jaz sem šla v Prago 2-krat po en dober teden, nekaj takega. Ja. In, Darja, samo sekundo, a veš, da bova imele eno čisto kratko prekinitev? A je možno dati za sekundico na pavzo, pa sem tako. Ne znam dati. Okej. Ker slišim, da mi zvon zvoni, ampak glej, Ne, Boževič. ne, šibi ti, ampak, šibi, samo ne znam to, da bo Okej. moglo odrezati, če se bo dala, pa tudi ne. Okej, glej, that's life. Saj bomo Ja, govorile o prisotnosti. Gledam samo, ampak me ni noben od otrok klical, slišala sem zvonec, veš kaj, bom jaz kar nadaljevala, če bo še enkrat, se pa odzovem. V glavnem, ja, tako se je začelo pa pol moje novo poglavje. In dejansko zdaj, že 10. leto teče, kar učim yin in restorativno jogo s čuječnostjo oziroma, zakaj me je tudi ta stil joge toliko poklical, je, ker je tudi povezan z budističnim izročilom, z budistično meditacijo, to je bilo meni blizu, ki pa, zelo nekako razvija sočutje. Ne samo sočutje, tudi modrost, tudi ta, kapaciteto videti resnico, biti s tistim, kar je res, stvarmi, kot so, ampak ne samo imeti ta insight, ampak imeti po drugi strani tudi kapaciteto sočutja, to, da srečaš stvari, kot so, ke so včasih lahko zelo boleče, a ne, da jih srečaš lahko z odprtim srcem in z eno, naklonjenostjo, z eno ljubečo prisotnostjo, z ljubečo prijaznostjo. Kar potem tudi v bistvu vsako bolečino pa vsako neko,
težje, stanje ali pa občutke lahko res zmehča in pomaga, da se premaknejo, a ne. Je taka tudi moja izkušnja dejansko v tem objemu sočutja, zavedanja, neke ljubeče prisotnosti se tudi najhujša bolečina, najhujša stiska lahko nekako raztopi. Se mi zdi, da pridemo lahko v stik z eno vseobsegajočo milino, ki je. Ja. Ja, in to je tudi, na ta način ti tudi, predajaš, pomagaš ženskam do te zavestne upočasnitve in jaz bom rekla s prve roke, da hodim po 30 letih, na jogo, k tebi koliko 2, 3 mesece, bolj ali manj redno in, res utelešaš to, kar učiš, oziroma predaš naprej in se lepo učiti od tebe. Tako da res sem vesela, da, bova danes šle v to smer, ker jaz tam vedno se mi zdi bila bolj gor ke pa dol, oziroma bi kar bila gor, pa to ni to, ne. To more biti oboje. In, o čem bova spregovorile? Da žensko telo potrebuje občutek varnosti, da se regulira, zmehča in tako naprej. Da je za reguliran živčni sistem in nego ženske energije potrebno, dovolj upočasnjenosti, nedelovanja, a ne. To bo kar poudarek. Ja, ja. Jin. Tako, dotaknila se boš čutenja, kako negujemo to, zavestno prisotnost v telesu oziroma vadimo, in pa seveda o dihu, ki je čudovito orodje, in ne bom razlagala naprej, ker boš ti. Tako da jaz bi šla kar na temo, verjamem, da imaš veliko za povedati, in glede na to, koliko sva midve že debatirale o tem, bi lahko bila to 3 predavanja, ampak bomo zdaj, boš strnila, če ne boš pa še prišla, a ne. Velja, velja. Ja, ja, bom definitivno to, kar tudi sama čutim, da se mi zdi res pomembno predati, pa da ženske res čim večkrat slišimo, a ne. En je ta poudarek na, bova rekle, kar jin, na temu polu jin, kaj to zdaj pomeni, a ne. Da si damo več tega jin in zakaj to naša ženska telesa tako potrebujejo. Drugo je pa ta kapaciteta čutenja, a ne, če hočemo biti ranljive, tako kot pravimo velikokrat, da je ženska moč v ranljivosti, no, tudi v ranljivosti, ne samo tu, a ne. Če hočemo biti ranljive, pol potrebujemo to neko kapaciteto čutenja in potrebujemo biti v telesu, ne. Ker telo je to, skozi katerega čutimo, skozi katerega izkušamo življenje. In jaz ne vidim tukaj take ločnice, a veš, med telesom in dušo. Ja, ko se pogovarjamo v nekih konceptih, ja. Ampak drugače je pa to celota. Meni je tudi telo sveto. Sploh žensko telo, ki rojeva in daje življenje, je pač sveto. In je tak, sem si prav zapisala, je tak, portal duše. Telo je portal duše. Lahko ga na ta način, a ne, tudi doživljamo in sprejmemo. In mene res zanima ta celostnost. Saj pol damo malo stvari narazen, da lahko kaj bolj razumemo, ampak mi smo res celota in me zanima ta celostnost in me zanima, jaz bi temu rekla utelešena duhovnost, da ni tu te, a veš, ločnice, da zdaj pa telo pa ni duhovno, a ne. Nekako v tej smeri, no. Ampak zdaj, tako kot sem ti že pa prej namignila, bi pa mogoče samo v uvodu prebrala en tekst od Alenke Rebula, ki je pa tako lepo povabilo v nedelovanje, ne, v ta tudi jin princip, jin pa jang. Živimo v časih, ki so totalno jang, čisto na kratko, a ne, preveč vsega, stimulacija, hitrost, dražljaji, skozi se nam mudi, tempo, kronično pomanjkanje časa, izgorelost. Tako je, res je našpana, no. In to je čisti ta jang, ne, ta presežek enega ognja. A živiš kdaj tako? Kako? Kakšen, a je kakšen dan pri tebi
ujank, ali si ti skozi? Ne, tudi je, veš, da saj pol, a veš, itak je neki balans, med obema tisto, ko ti daje pol eno pravo, ravnovesje pa neko stabilnost, a ne. Ampak ja, kronično pa primanjkuje tega jina, tudi v načinu življenja, a ne. Tako ko sem ti že prej rekla, mogoče samo še to je, a res živimo v časih, kapitalističnih časih tega, nekako patriarhalnega, toksično moškega izčrpavanja in narave in, naših virov, a ne, naših potencialov, naših teles, in ženski princip, ženski način je drugačen, a ne, spoštuje to cikličnost. Narava recimo, sem ravno včeraj razmišljala, tam nekje od, če gledaš vrt, nekje od marca, aprila pa pol do maks septembra, mogoče še, a ne, raste, cveti, pobiraš pridelek. Pol je pa to odlaganje, kompostiranje, počitek, pol leta je, obnavljanja, ne. In mi smo, naša telesa so, narava. Tako da ja, ta način, kot je zdaj, je pač nevzdržen na dolgi rok. Torej rabimo ta jin, rabimo en čisto drugačen pristop, ženski pristop, k življenju, če hočemo seveda ohraniti to našo ljubo zemljo, mamo Gajo, kakor toliko pri življenju in vitalnosti in pustiti kaj našim otrokom. Tako da ja, evo, zdaj bom pa prebrala, tekst od Alenke Rebula. Ja, to je pisateljica, ne, To je sem pisateljica naša pogooglala, nisem poznala. Ja, psihologinja tudi, meni so njeni, teksti ful blizu. Tako da nas res kar povabim v čutenje tega teksta, bom rekla, da probate, res, da probaš ti pa najine poslušalke res skozi telo začutiti te besede, kam padejo, česa se dotaknejo. In gre takole: počitek nam vrne dušo. V pogosti in zavestni odločitvi, da prekinemo delo in damo prostor počitku, spreminjamo svoje življenje. Le v premišljenem odmiku od dela, celo od dela, ki nam je najljubše, se lahko spustimo v globinsko tišino. V njej živi naša možnost nenehne regeneracije in tudi naša edina možnost, da smo resnično plodne. Kdor nikoli ne počiva v svojem jedru, duhovno ugasne. Na svojem pogorišču lahko gara naprej in videz delavnosti je lahko zelo učinkovit, a sadov ne bo in semen tudi ne. Dolgoročno bo vse dim. Tišina je to, da spustim iz rok misli, načrte, opravila, ki hrupno zasedajo moj notranji prostor, potem pa se od njih poslovim kot od dragih gostov in moj dom potone v nedostopen mir. Oglašati se začne globina, ki je prej molčala in čakala na svoj trenutek. Preplavi me nevidno in neslišno. Vedno bolj tiho in prazno je. Potem vzplavajo občutki, podobe in vedno bolj jasno je, kje sem, kdo sem in kam želim. Zdaj šele vidim, kaj se je prej vse dogajalo okrog mene in v meni in kam je vodilo. Počitka smo potrebni, da ne zaidemo, da ne oglušimo, da ne spustimo iz rok svojega življenja. Počitek je ladja, ki je prišla pome iz neskončnosti. Samo od tu lahko res držim krmilo in usmerjam svojo usodo. Amen. Ja, a ne da. Jaz sem se prav zagledala v eno točko in, se strinjam z vsem. Ja. In to, a ne, brez tega stika, do katerega prideš res, ko se ustaviš, greš vase, greš v telo, greš v čutenje, brez tega stika nimaš, sebe. In potem
Kdo pol živi tvoje življenje, ne? Ja. Ja, res se mi zdi, da so te teme tako potrebne, ker marsikdo se pa sploh ne ustavi mogoče, a ne. Ja. In mogoče niti ne bi razumel tega, po to zdaj nekaj bluzimo. Ja, ja, Mislim, ja. a ne. In se mi zdi, da je potrebno govoriti o tem, itak je čas takšen, kolektivno se mi zdi, da želimo iti v ta stik, a ne. In da šele pol vidiš pravzaprav, a ne. Okej, zdaj te pa pustim spet. Ne, super, Okej. super, super, kar daj. Kar daj, saj to tudi, Ne, saj sem, ja, saj, ja, ja. ja, res je. Po eni strani je pač, a ne, čas res intenziven v smislu, da pač nujno rabimo neke prakse za regulacijo živčnega sistema, da prideš sploh, a ne, da obvladaš, da nekako, ja, delaš s tem svojim stresnim odzivom telesa, da imaš nekaj, kar te osredišča, kar te tudi umirja, kar te daje v stik. Prvič že za to regulacijo stresa in tukaj so ženska telesa, jaz verjamem, pa tudi dokazano je, so bolj občutljiva na stres kot moška, a ne. Nam kortizol poruši dejansko vse hormone, moški imajo malo več tega kortizola, testosterona, že evolucijsko imajo, so boljše opremljeni, a ne, za ta survival. Ženske pa niti ne. Pa niti ne, in res je ful pomembno, da imamo dovolj tega občutka varnosti. Se bom pol na hitro dotaknila še 3 glavnih stanj živčnega sistema, ali pa če jih kar zdajle povem, no. En je ta občutek varnosti, povezanosti, odprtosti. To je, ko smo sproščeni, tukaj se tudi dih se sam po sebi zmehča. To je recimo, ko si v nekih ljubečih odnosih, ko delaš stvari, v katerih uživaš, ko si sproščena, ko imaš eno tako odprto pozornost, pa si radovedna, pa si kreativna, pa si v flowu. To je to stanje, a ne, in to stanje ima podlago čisto v delovanju živčnega sistema. In tudi telo seveda, ker smo celota, je takrat, ne vem, ramena se ti sprostijo, dihaš mehko, bolj mehka si, tudi si bolj flowing v telesu. Pol imamo stanje aktivacije, a ne, ko je pa treba iti malo bolj v delovanje, to pa potem aktivira tvojo energijo, aktivira simpatični živčni sistem, in če se malo bolj, bomo rekli, pač stisne po gasu, to je tako tak gas v telesu, pridemo v stresni odziv lahko, a ne. Tudi vklopi se takrat, ko se je treba ali boriti ali je treba zbežati, ko je neka ogroženost, gremo pač v to stanje mobilizacije in tukaj se ti pa pozornost izostri, sfokusira, čutiš ta naval energije v mišice, ali zato, da se pač sfajtaš, ali zato, da zbežiš. Ampak je pa to z vidika energije zna biti taka malo kaotična energija, hiperaktivnost, in zdaj seveda, če traja kronično ta aktivacija, če mi ne pridemo dovolj pogosto nazaj v stanje varnosti, povezanosti, sproščenosti, smo pol ujete v tem kroničnem načinu aktivacije, in če to dolgo traja, če te obremenitve dolgo trajajo, ali pa ko se zgodi nekaj res pretresljivega, je pa ta tretji način, to je pa stanje skrajne ogroženosti, to je pa stanje zamrznitve, freeze oziroma shutdown oziroma disociacija. Ne vem, če si slišala, saj veliko se govori tudi o tem, da obstaja, pač da smo v stanju funkcionalnega freeza. Funkcionalni freeze je recimo, ko si ti še vedno nekako funkcionalna, delaš stvari, ampak si že toliko izčrpana, da jih delaš samo še čisto avtomatsko, a veš, z eno notranjo praznino, ni več stika s telesom. Dejansko se moraš odrezati od telesa, ker je toliko težko biti v njem, s tem, koliko dejansko si lahko ali izčrpana, ali pretresena, ali že utrujena, ali pa pač se v taki silni bolečini, ne vem, zaradi mogoče izgube, da te telo zaščiti na neki način in te živčni sistem kar malo odklopi od tega, kar se dogaja. Časa si pa lahko tule.
Kaj? Včasih Kako si si lahko. lahko ja, tukaj je en ta občutek lahko otopelosti, a veš, kot da si kar malo spaced out, da si malo, kot da nisi čisto tu, kot da nisi čisto v telesu, ne čutiš več užitka, tudi ta stanja izgorelosti so lahko tukaj noter, Ja. ali pa depresivnost, depresivne misli, veš, kaj tudi tako pol se pojavi ta ne zmorem, ali pa neki ta občutek obupa, nemoči, vdaje. Traja najbrž več kot 1 uro, ker mi, ne zmorem, rečemo lahko večkrat, a Ja, ne. ja. Neko tako kronično stanje, Ja. ja, ob prehudih obremenitvah ali pa tudi ob kakih, ne vem, res takih, težkih življenjskih preizkušnjah, je pa pol čisto razumljivo, da se to zgodi, ne, ob kakih hudih izgubah, a ne, ali pa pač čemurkoli drugemu, ja. Ampak da se mogoče zdaj malo vrnem, ko sva malo orisale, ta 3 stanja, da se vrnem k temu občutku varnosti, povezanosti, odprtosti in koliko to naša ženska telesa potrebujejo in koliko dejansko res, potrebujemo v tem smislu neke prakse, ki nam to dajo. Karkoli to zdaj je, nekaj, kar v bistvu te malo ustavi, te, v čemer uživaš, si v povezanosti, lahko samo si, lahko res čutiš svoj notranji prostor, si v neki prisotnosti s seboj. Tako da ja, je ful pomembno in potrebno, da imamo neka ta regulativna orodja, ki nas vračajo v to stanje odprtosti in povezanosti. Itak se čuti to kot naše naravno stanje, a ne, ona druga dva odziva sta survival, tisti je preživetveni način, tisti se vklopi takrat, ko je pač, potrebno in živimo v času vseeno, ko bi v idealnem svetu, vsem tem obilju, vsaj v tem delu sveta, lahko res živeli večino časa v tej odprtosti, povezanosti, prisotnosti, ampak mi smo pa v tem survivalu, v teh preživetvenih načinih, ker pač je sistem tak, a ne. Sistem je tak in sistem tudi ne podpira ženskega telesa, ne podpira tega ženskega načina delovanja, ja. Moramo si torej same, Moramo. najti, a ne. Moramo si to same dati, ja, ja. Moramo si to sami dati in mogoče zdaj še to, a ne, da brez to, kar si že ti tudi omenila prej, da si imela en pogovor z eno psihoterapevtko, ki je rekla, da ogromno izgorelosti je tudi zaradi tega, ker nismo v stiku s sabo, a ne, se ne čutimo. In res, je tako, da, kot sem že omenila, brez te povezanosti s telesom, brez čutenja svojega telesa ne more biti neke avtentične povezanosti s seboj, a ne. Živiš mimo telesa, ga izčrpavaš, tako kot izčrpavamo zemljo, ker nimaš tega kontakta, ker nimaš te povezave sploh vzpostavljene. In zato je toliko pomembno razvijati tudi to kapaciteto, čutenja in biti s seboj, s tem, kar, čutiš, z neko prisotnostjo, z, zavedanjem, z odprtostjo, z dovoljevanjem. Okej. Kaj bi še povedali? Ne, Sem ne, tule, ja, veš, čas kar beži. ja, midve greva naprej, Tule pa noter bomo na ostali. koncu kaj. Ja, Če ja. ne se bo preveč, Mogoče upam, no, da sem stavile. vseeno, da je prišlo to sporočilo do poslušalk, kako pomembno je, da si dajo to, da dajo svojemu telesu ta občutek varnosti, povezanosti, dovolj počitka, dovolj upočasnitve, dovolj tega, kar te polni in, pač čim manj seveda tega, kar te prazni, kar te izčrpava. Ja. Prav tule bi rekla počitek, a ne, in pa razvijati to čutenje, da si s tem vse, kar je znotraj tebe, a ne. Ja, in ko zdaj govorimo o čutenju, je ena taka pomembna kapaciteta,
ki jo pa lahko razvijamo, je pa to, da res, ko čutiš telo, da res si s to neposredno izkušnjo biti v telesu, a veš, s temi fizičnimi senzacijami, ker mi se velikokrat, ko se nam začne ena čustvena energija skozi telo premikati, se ali se tega ustrašimo, ali hočemo kar potlačiti, ali se hočemo kar mogoče umakniti od tega, ampak, je pa ful pomembno, da je žensko telo ali pa tvoje telo, da je to neki varen prostor za čutenje. Da imaš ta, pravim spet neke prakse ali pa neke odnose, v katerih si lahko ti avtentično, ali sama s sabo ali z nekom drugim, s tem, kar čutiš. In da res, smo čustveno pretočne, da se nam to, kar čutimo, ne zatika pol v naših vezivnih tkivih in v naših telesih neprečuteno, nesprocesirano. In tukaj zelo pomaga, ko smo z nekimi občutki, da se spustimo čisto na ta, nivo neposredne telesne izkušnje, na nivo senzacij, a ne. Na nivo senzacij in recimo to tudi mi v praksi Jin pa restorativne joge zelo počnemo, ker tukaj stimuliramo telo preko vezivnih tkiv in te dejansko sama praksa da v čutenje teh fizičnih senzacij. Drugače pa ja, je to nekaj, kar, je absolutno pomembno pa vredno razvijati, neko to kapaciteto čutenja. Zato, ker naša telesa ali pa ta kapaciteta čustvena, je ena sama. To pomeni, bolj ko sem jaz v stiku s tem, kar čutim, v celem spektru, bolj ko imam kapaciteto za biti tudi z bolečimi stvarmi, več radosti bom lahko čutila. Če se enkrat otopim, se otopim za cel spekter čutenja, a ne. Tako telo ne loči v bistvu, ne. Čustva so neke, dejansko je to emotion, je energy in motion, je neki odziv telesa, spet živčnega sistema, ali pa je kar energija. To je energija, ki steče čez telo v obliki, potem ali ščemenja, mravljinčkov, hladu, toplote, a ne. To so neki čisto telesni dogodki, so čustva, in če se jih ne ustrašimo, če jim dovolimo pride val. Mislim, da so delali tudi ene študije, da dejansko ta val, neki biokemični val čustva čez telo traja 30 sekund in pol gre, a veš. Ampak če se ga pa ustrašimo, ga pa lahko zakrčimo, ga lahko potlačimo, se mu lahko umaknemo, pol pa nikamor ne gre. In dejansko vse, kar nekako, naša psiha ne more sprocesirati, ne more, a ne, spustiti skozi, ostane nekje zataknjeno, lahko zamrznjeno v telesu. In je tam, nikamor se ne umakne, ostane v telesu. Tako da ja, biti, a ne, biti res s tem čutečim, vibrirajočim poljem telesa je res dragoceno. Ko ti rečeš, čutiš telo, a ne, oziroma ja. Se mi zdi, da najbolj čutimo to skozi čustva, a ne, pač. Ali kako bi lahko še opisala, kako čutiš telo? Ja. Ali skozi čustva ali pa skozi neke te čisto čutne, a veš, izkušnje, ne vem, dotik, a veš, dotik, pol, zrak, če si pozorna, pač zrak, ki se dotika telesa. Recimo, če se uležeš na neko podlago, ta v bistvu senzorični del, recimo dotik, mogoče tudi to, lahko tudi poslušalke probajo, veš, če se sebe dotakneš, če se objameš, ko te objame nekdo drug, a ne. Vse to, ne samo čustva, ampak cela ta čutna, senzualna izkušnja, a ne. In tudi senzualnost je taka ženska, kvaliteta, a ne, naša telesa so zelo senzualna, če le imamo ta stik s čutenjem, ne. Je pa res, da, če bi nas od malega že mame pa babice, a ne, v tej smeri vzgajale pa nas pospremile v ženskost na tak način, pol, bi imele čisto eno drugo dediščino, ampak je treba vedeti, da pač generacijo, dve nazaj ni bilo varno biti v čutenju, niti ni bilo varno biti, ženska, tako da to je sigurno ta kolektivna ženska dediščina,
nas je tudi zelo odrezala od teles, od čutenja, pač je bilo nujno preživetveno, še generacijo, dve nazaj. Sploh vojna, recimo moja babica je rojena v vojni in to absolutno se, pozna. Zdaj pa je čas zrel, zdaj pa je čas podporen za to, zdaj smo pa ful podprte. Ogromno je nekih in načinov in pristopov in ženski krogi se obujajo, terapije raznorazne, psihoterapije, telesno orientirane psihoterapije, prakse čuječnosti, meditacije, joge. Ja, tule je Imamo teh orodij. malo morje tega, ne. Malo morje imamo tega, ja. Tako da res imamo zdaj ta izbor, imamo možnost, imamo pogoje. Mi imamo zdaj pogoje, to, kar naše mame pa babice niso mogle, ja. In potem seveda iz nekega takega modela, kako je živeti bolj utelešeno, mehko, prisotno kot ženska, smo lahko potem ful dober zgled tudi za naše hčere. Kako živeti res bolj v stiku s sabo, a ne. Saj to je tudi en tak kar močen trend, hvala bogu, a ne. Sploh, saj veš, midve, ko sva bolj v teh krogih, stik s sabo itak, a ne, je zdaj kar osnova in podlaga sploh za življenje, ja. In ogromno je res pač na voljo enih tehnik, metod, terapevtov, mentorjev, učiteljev, učiteljic, Ja, se ki mi te zdi lahko pa, da peljejo, se ki mi ti zdi pa, pomagajo na tej poti. ja, itak, da je pa pač treba to negovati in vaditi, a ne, ker če ti Ja, samo ja. to veš, pač džabe, ne. Mislim, jaz lahko tudi kdaj sem cel dan v neki žrtvici, pa imam, ne, orodja, ampak pač, če ne daješ to redno v prakso, dokler Ja, ti ja. ne pride to, a ne, v navado, Ja. okej, oprosti, Ja. In motila. veš, kaj je še pomembno? Da vadimo takrat, ko, a veš, ti vadiš za situacije, ko boš pol to uporabila, a ne, in takrat, ko imaš prakso, je lahko potem to še dodaten užitek, ker, a ne, si takrat res, ali ko si v neki meditaciji, ali pa karkoli, lahko res uživaš in hkrati, ko prideš v neko bolj stresno situacijo ali pa, pač v neki izziv, da takrat imaš potem orodje na voljo, ki ga uporabiš, zato da ne padeš čisto not, da ohraniš vsaj en del zavedanja, en tak prostor okrog. Jaz si to predstavljam, ko vadimo, recimo ena taka ful enostavna, dostopna, vedno dostopna stvar je pač zavesten dih, ki dela lahko ogromno, zato ker z njim in hkrati direktno reguliraš živčni sistem, ker sta dihanje pa živčni sistem sta tesno povezana, a ne, to točno to, ko sem že prej omenila, ko smo v stresu, dihamo bolj hitro pa plitko, ko smo sproščene, dihamo, mehko, bolj preponsko. In ti lahko pol zavestno uporabiš svoj zavestni dih, ko se zalotiš, da, ne vem, pri meni recimo, jaz itak, pa saj to je tako klasično področje, a ne, če bi delala nekaj, ne vem, za računalnikom, nekaj delam ful skoncentrirano, se mi zgodi, da toliko padem not in se kar čutim, kar ramena mi grejo gor, kar malo preveč lahko padem not in pol se zavestno recimo naslonim nazaj. Tako sva rekli, začutiš stik telesa s podlago, ja, saj imam res hrbet, pa naslonjalo me drži, pa malo odtisneš stopala recimo v tla, da začutiš, da je telo v stiku s tlemi, pa lahko položiš dlani na prsni koš, mogoče zapreš oči, da malo zmanjšaš to senzorno informacijo, a ne, ko gledaš, in da res lahko prideš majčkeno bolj v stik navznoter s telesom in narediš par zavestnih vdihov in izdihov skozi nos in se že malo, a ne, pripelješ v ta trenutek tu in zdaj. To še danes sploh nisva omenili, a ne, recimo tudi to je en tak pokazatelj stanja odprtosti, varnosti, prisotnosti, ki sva ga omenjali, je, da smo prisotne tu in zdaj. In zdaj si ti lahko zavestno to aktiviraš v svojem telesu. Dih je vedno tu in zdaj. Ko jaz vdihujem ta dih, sem direkt v sedanjem trenutku. Ko čutim naslon telesa, hrbta na podlago, ko pritisnem stopala v tla, sem točno v tem trenutku tu in zdaj.
In je dejansko, ja, tudi to, ko sva se pogovarjala, ali pa to, kar mi vadimo na praksah, zavedanje v dih, v to res neposredno senzorično od znotraj izkušnjo čutenje dihanja, čutenje telesa, te pelje v ta trenutek tu in zdaj. Preko telesa lahko greš v prisotnost tu in zdaj in hkrati, če dih še podaljšuješ v en tak ritem 3-sekundnega vdiha, recimo 5-sekundnega izdiha, če to delaš ene 2 do 3 minute, že lahko res začutiš razliko v svojem notranjem stanju. Se lahko z zavestnim dihom in pripelješ v tu in zdaj in zreguliraš živčni sistem, sploh kadar greš malo v to aktivacijo, a ne. Ponavadi gremo res v to aktivacijo, pa rabimo pač samo malo umiritve, malo se pripeljati dol, a ne, malo se prizemljiti v tu in zdaj, v telo in tu in zdaj. Tako da zavesten dih je izjemna praksa in prisotnosti in regulacije živčnega sistema in podpore, ki jo lahko uporabiš kadarkoli, a ne. Se mi zdi, da tako lahko to izgleda pri tebi na jogi. Dobro, zdaj bom videla, ko bom dobila od tebe posnetek, kako bo živo, ne, ampak a veš, tako lepo je, če te nekdo vodi, in mi smo res na tvoji jogi ful v tu in zdaj, ker jaz čutim, da je to en zmenek s sabo, ker res zmanjšamo to senzorno, karkoli si že prej rekla, a ne. Ja, ta input vsega, ne. Input vsega, tako. In ja, je fino, da greš v neko vodeno zadevo, če nisi še tam, a ne, tako kot Ja, ja. jaz, a ne, mislim, z dihanjem ne, okej, z meditacijo ja, ampak pri meditaciji si pa mogoče nisi tu in zdaj, ampak si še bolj drugje in gor in ne. Ja, ja, ker je tudi odvisno od vrste meditacije, a veš, ker je ful enih različnih Ja, meditacij. tako, Recimo si tako. bolj doma v tej hipnotični meditaciji, pa so vizualizacije, pa je ful enih različnih načinov, ki delajo dejansko lahko čuda in ful fajn stvari in vse. Tako da, ampak recimo to, kar pa jaz učim, pa je tudi ful pomembno, pa niti približno se to ne izključuje med sabo, kvečjemu se to dopolnjuje, je pa res to je res tudi bolj iz tega budističnega izročila, šamata se reče, meditacija na dih, ko ti v bistvu treniraš s tem tudi stabilno pozornost, a veš, zavestno usmerjanje pozornosti tja, kot želiš. In to ti pol da tudi eno to notranjo izkušnjo, če to redno počneš, jaz sem master, ne, jaz sem mojstrica tega, kam bom jaz zdaj usmerila svojo pozornost, kam bom jaz zdaj posvetila z lučko svojega zavedanja, kam bom jaz zdaj a ne. In ti da to izkušnjo, da ti nisi svoje misli, bom zdaj tudi rekla, čeprav ves čas govorimo o utelešenosti, tudi tukaj se lahko, a veš, malenkost ne čisto identificiraš s telesom. Ja, ga čutiš, ampak tudi tu pol, ko si enkrat v tem nekem stiku in ga res opazuješ s telesom, opaziš, da senzacije prihajajo in odhajajo, da se ves čas spreminjajo, da misli prihajajo in odhajajo, da nič od tega ni stalno. Vse teče, življenje teče skozi mene in tudi mine in mineva. Ampak tisto, kar je pa vedno tu, a ne, je pa nekaj, kar je vedno tu. To je pa to, pač ta naš consciousness, naša zavest, naša prisotnost. In jaz globoko verjamem, in tudi to je moja izkušnja, da nisem ta zavest vedno tu in da mi smo ta zavest, a ne, ampak da je tudi ljubezen vedno tu. Tako da naša prava narava, to, kar smo v tem telesu, je zavestna in je ljubeča. Naša prava narava je zavestna in je ljubeča in je tudi presežna. In priti v stik s tem, s to svojo pravo naravo kot zavestno, ljubečo in presežno, je pa spet zelo fajn negovati in tudi vaditi, in do tega spet ne dostopaš v neki ful stresni situaciji, a ne.
Ja, tukaj bi se jaz navezala še na meditacijo. Uh, v meditaciji ti je lahko vedno lepo, a ne. Ampak se mi zdi zelo pomembno in zato sem želela to temo, ker, da mi, kako si že rekla, dobivanja v sebi, to mi je bila taka beseda, a ne, da vodiš, pomagaš ženskam dobivanja v sebi, da ti lahko vsak trenutek čutiš to, kar si govorila, svojo naravo, ljubečo, da ne rabiš ti samo pol ure na dan tega zaznavati, ke si v meditaciji, a ne. Ja, ja. S tem, da to ne pomeni, a veš, da ne bo, da se lahko kar izognemo tej naši človeški izkušnji, ki pač je taka, kot je. A veš, pride, ne vem, bolečina, Ja, pride, seveda. ampak da imaš ti to, da imaš ti, da dejansko, no, to se mi zdi ful pomembno. Saj veš, o tem, mislim, mogoče tudi ta New Age ponuja ogromno nekih praks in lahko je tudi duhovnost način, da ti bežiš stran od sebe. Ja, Ta, a veš, stanja, kjer je samo ljubezen in svetloba, ampak je to, tudi to je lahko resurs. Tudi recimo, če greš čez neko ful težko življenjsko obdobje, hvala bogu, pojdi se malo spočiti v en ta občutek, a ne. Saj to ne pomeni, da bolečine Ja, ni. ja, seveda. Lahko dejansko počivaš v tem, taka je tudi recimo moja izkušnja, čisto osebna, ko je bil moj oče 3 leta nazaj ful zbolel čez noč. In pol je bilo res, je bilo, mislim, on se je boril za življenje in to 8 mesecev in pol se je poslovil. To je bilo tako težko obdobje za vse nas, za našo družino. In jaz sem takrat s prakso včasih se res šla spočiti od vsega tega, preživetvenega načina in hkrati sem šla tudi biti s tem. To pomeni, da je, a ne, ta kapaciteta prisotnosti ti služi za to, ne da se odmakneš od bolečine pa od te svoje človeške izkušnje, ampak da jo objameš. Da veš, da lahko dovoliš temu valu, tako kot sva rekle, pride val bolečine, jo spustiš skozi telo. Jaz mislim, da ženske imamo to naravno sposobnost biti z bolečino, a veš, da zaradi rojevanja, jaz sem takrat tudi, popadek, a veš, popadek prime pa spusti. In ko drži, boli, ko spusti, pa ne boli več. In that's life. Življenje boli, pa spusti. Pa boli, pa spusti. In intuitivno ženske, jaz res verjamem, a veš, imamo to v svojih telesih, imamo to kapaciteto biti z bolečino zaradi rojevanja in tudi imamo mogoče to nezavedno inteligenco, a veš, telo ve, okej, zdaj boli, pol bo pa spustilo, ne. Pač in nekako res, se spomniti te, pa valjda, tako kot sva rekle, negovati to kapaciteto, da sem lahko z vsem razponom svojega čutenja. Saj to včasih seveda tudi pomeni iti, po podporo, psihoterapevtski proces, a ne, ker nekje imamo mogoče mi zelo zablokirano, čutenje. Ženske ful velikokrat, kjer imamo blokado, je do čutenja jeze, a ne, ampak zdrava integrirana jeza ti da možnost, da si ti, ko je treba, tudi postaviš mejo, da rečeš ne, da, a veš, se postaviš zase, ko je treba. Tudi to je ful pomembno. Itak. Vsi občutki so pomembni in občutki so čustva, ni slabih čustev, čustva so samo kompas in so jezik telesa, in občutki so jezik telesa in ja, super je, res je tako, tak občutek je, ko da prideš domov vase, ko enkrat znaš brati ta jezik, pa ko veš, da imaš kapaciteto, pa da imaš neko, ja, kapaciteto prisotna biti s tem, a ne. In, včasih si je treba poiskati pomoč, tako kot sem rekla, zato ker pač ne zmoreš tega sama in tudi narejeni smo tako, da se dejansko v prisotnosti drugega čutečega bitja se lahko ene stvari zregulirajo pa premaknejo. Pač oboje rabimo in to samoregulacijo in koregulacijo, a ne. Da je nekdo drug z nami in da so neki varni ljudje z nami, kjer smo lahko s tem, kar čutimo, kot smo. Ja. Okej.
trpeti naprej. Veš, da gledam, koliko je Takole. ura, Bom še sva že bom kar, še veš. nekaj pol vprašala. Sva že kar, nekako mislim, da proti koncu. Mogoče bi jaz za konec, povedala samo še, saj nekaj sem že, nekaj čisto takih praktičnih, a ne, Tako, nasvetov, ja. kako lahko ohranjamo ali pa si damo eno to utelešeno prisotnost pa stik s telesom čez dan. Recimo med delom je super, okej, itak, če ful veliko sediš, ko delaš, pol je ful fajn, da vstaneš vsaj na ene 40 minut, malo pretegneš, kolke, oziroma če sediš, tako kot sva rekle prej, začutiš vmes, ko si narediš pavzico, začutiš, naslonjalo, hrbet, da je podprt, malo potisneš stopala v tla, začutiš, da imaš tla pod seboj. Lahko daš dlani na prsni koš, narediš par zavestnih vdihov in izdihov, se spomniš, da dihaš. Ja. Pripeleš vdih v tu in zdaj. Potem ja, to sva že itak omenile, a ne. Neka praksa oziroma prostori, kjer lahko si s svojim čutenjem, ali je to neki terapevtski prostor, ali je to neka vadba, ali je to neka meditacija, torej nekaj, s čimer ti vadiš to čuječnost, to tvojo kapaciteto biti utelešeno prisotna s tem, kar se dogaja znotraj tebe, in da lahko, tudi zdržiš, a ne, s tem, zdržiš s tem, kadar ni toliko udobno, in hkrati te to odpre za ful več užitka s tem, kadar je pa prijetno, a ne. Bolj ko spet smo sposobne čutiti, a ne, neko sposobne imamo kapaciteto čutiti boleče stvari, bolj nas to na drugi strani odpre za čutenje radosti in užitka. Tako da pride nagrada. Ja, no, o tem nisem odpira nikoli oči. razmišljala, Ja. ne, da je tako, ampak ja, super. Mislim, je kapaciteta za čutenje je kapaciteta za čutenje vsega. Tako da bolj, kot se odpreš, a ne, bolj lahko čutiš tudi pol all the good stuff, užitek in vse, kar lahko doživljaš skozi telo. No, jaz sem imela pač tišino, vikend tišino, zelo, lepo izkušnjo, a ne. Čeprav je bila glasna, je bilo tudi veliko te radosti, tako da ful, ful priporočam. Ja. Ja, ja. No, evo, točno to, tudi ta izkušnja tvoja, že kaj se zgodi, samo da se umakneš od tega ponorelega sveta in si daš dovolj časa za biti s sabo, a ne. Za biti s sabo. Saj ta počitek, ko sva se na začetku o njem pogovarjale, jaz razumem širše. Včasih je lahko to, da se uležeš na kavč, včasih je to, da greš na sprehod, včasih si odpočiješ v stiku in fajnem pogovoru s prijateljico. In, včasih si pa, recimo zelo pomembno je pa da si pa odpočiješ od tega delovanja v svetu in te obrnjenosti navzven in da v bistvu se umakneš na neki način, pa ne, da bi zbežala, ampak zato, da prideš v stik. Se umakneš vase, v to svojo tišino in si s sabo. Da si damo dovolj tega časa s sabo. Da negujemo odnos s seboj ženske. Ja, in meni je bilo ful mi je bilo dragoceno, da so mi ravno tule v skupini, ke sem spraševala za knjigo, napisali: "Ne, ne imeti knjige s sabo." A ne, ker je res, ja, ne moreš pobegati. Ne moreš. Ampak a veš, saj se ti pa lahko zgodi, a ne, tako kot saj si podelila z mano tvojo izkušnjo, kak kreativni, val, ne. Noro. Ja. Tako da ni samo ono, da ko gremo v sebe zato, da bi zdaj trpele, a ne, valjda. Ja, tako. Ampak ponavadi smo pa lahko tudi ful, totalno pozitivno presenečene, kaj vse imamo v sebi, a ne, kake vse potenciale, darove, kaj se hoče izraziti kreativnega. Ženske smo ful kreativna bitja, a ne. Mi smo res tiste ustvarjalke, življenja, a ne. In ko se enkrat odpreš za ta notranji tok, ful dobro. Ja. Ja, ja. Pa mogoče še ena stvar, evo, za zaključek, da se še s tem, počasi poslavljamo, kaj še lahko naredimo. Obstaja ena, taka vaja, je pa opazovanje bleščic, se reče, v angleščini je izraz glimmers. Triggerji vemo, kaj so, stresorji, a ne, teh
To ne rabiš iskati, to, kar je. Teti glimerji, so pa nasprotje triggerjem, to so pa bleščice, to so pa v bistvu, če so stresorji pa triggerji aktivatorji tega stresnega odziva, so glimerji nasprotno. To, kar tebe daje v ta, a veš, odprtost, varnost, povezanost, v ta feel good, v neki užitek, v tu in zdaj. Zdaj pa to je lahko za vsako žensko nekaj drugega in ful različnih stvari. In da smo pozorne na te bleščice, da si jih dovolj privoščimo, ali pa že samo to, da začnemo opazovati, kaj je moj glimer, kaj so moje bleščice dneva. Mogoče je to neki objem s partnerjem ali pa z otrokom, ali pa, trenutek, ko sem sama s sabo, mogoče je stik z naravo, mogoče je neka dobra juhica ali pa kavica ali pa čajček ali pa saj veš, kaj vse imamo. In ja, da nabiramo, da smo pozorni na te bleščice v dnevu in da jim tudi dovolimo, da nas dajo, da nas premaknejo spet v ta trenutek, v eno odprtost, v občutek povezanosti, neke varnosti, tudi te radosti bivanja, a ne, živosti, ja. Ja, za te bleščice sem jaz prvič slišala, Ja, in mi je tako ful všeč. ja, Itak me pa spomnijo tudi na to, kar je prav, da vidimo lepe stvari, da vidimo, kaj že imamo, ne kaj nimamo, a ne. ja, ja, ja. In, je tako zelo lepo je to opazovanje bleščic, no, pač jaz sem Ja. od tebe to prvič slišala in je okej, moram začeti, Ja, tudi recimo občutek hvaležnosti je pokazatelj, da smo v tem stanju, a ne. In zdaj, lahko se zgodi spontano, ko si ti, a ne, lahko tudi opazuješ, kdaj si spontano hvaležna. To pomeni, da si ziher tam in nekje, kjer je tudi tvojemu telesu ful fajn. Ali pa pokličeš občutek hvaležnosti, pa prek tega zreguliraš telo pa živčni sistem. V obe smeri deluje, a ne. Lahko prek telesa reguliramo notranje stanje pa, a ne, to stanje, živčnega sistema oziroma uma, ali pa zavestno preko priklica hvaležnosti ti pol vplivaš spet na svoje telo pa na svoj živčni sistem. Tako da ja, veliko imamo enih možnosti pa priložnosti, da živimo eno izpolnjeno, prisotno, zavestno, povezano s seboj in drugimi življenje. Ja. Ja, Pika, kaj ti naj rečem? Hvala. Hvala, Darja, Da tebi. hvala, da smo odprle to temo, ke se mi zdi res zelo pomembna. Jaz se mi zdi, da sama kar nisem, čutila tega telesa, čeprav zdaj pa vedno bolj, ker me opozarja, kaj je moj ja in kaj je moj ne. Ja. In jaz, kar je moj ne, jaz sploh ne morem pol narediti, ne. Ful dobro. Ja, pač res taka Ja. inteligenca. Tako da pol pač veš, da moraš skomunicirati, da ne, a ne. Ja, ja, ja. In zaupati tej inteligenci tvojega Ja. telesa, veš, da res ono, saj veš, glava te še pol včasih hoče malo, a ne, se še hoče malo pogajati, ampak res čutiti pa upoštevati telo, pa mu zaupati, ko reče ja, pa ko reče ne, ful pomembno, ja. In tudi en tak, dober pokazatelj, da si v dobrem stiku s seboj, ja. Okej, tako da za zaključek, bi, vzela tvoj stavek: "Spomni se dihati." Ja. In da živimo res v teh, izjemno intenzivnih časih in da je prav, da imamo redne prakse in načine, kako se vračamo, a ne, k sebi. Tako da ful hvala. Hvala, Darja. Bova tudi podelile, tvoj kontakt, spletno stran, in, se vidiva midve vsak, kmalu, a ne. Kmalu, vsako Kmalu. sredo.
Ja. Okej, hvala, draga moja. Hvala, Darja. Hvala, Čao, Darjan, čao, za čao. to priložnost, prostor. Hvala vsem, ki ste prisluhnili. In še en tak se bom poslovila z enim stavkom, ko ga tudi vedno rečem mojim ženskam že skozi leta, da vam želim, da ljubeče skrbite zase čim bolj. Hvala. Čao. Čao.